Kaj sem pridobila na študijskem krožku Migi Digi Zemlja Pigi? Pridobila sem osnovno znanje o uporabi računalnika, odkrila sem vso razsežnost brskanja po internetu, rabo spletnih aplikacij in osnovo varnosti na spletu. Tudi kreativno računalništvo mi je bilo veliko veselje. Podnebne spremembe so postale zaskrbljujoče in so posledica onesnaževanja okolja in narave. V zraku se nahajajo toplogredni plini, narava pa se nam maščuje z raznimi tornadi, požari, nalivi, potresi, poplavami, točo. Močan prispevek k izboljšanju podnebnih sprememb bi bilo več kmetovanja v sozvočju z naravo, ob upoštevanju naravnih zakonitosti, sejanju in vzgoji rastlin, ki so odpornejše na nove razmere, predvsem pa v spoštovanju narave in s tem, da je ne onesnažujemo in ji pomagamo pri njenem obnavljanju. Zavedati pa se je potrebno, da je vsakdo lahko prispeva in noben ukrep ni nepomemben. Naneslo je, da si je gospod Izpuh vsaj za en dan želel pozabiti mestni hrup in čas, ki ga neprestano preganja. Odločil se je, sedel v avto in se odpeljal ven na deželo. Ko so bile hiše, tovarne in bloki že daleč za njim, se je ustavil, globoko vdihnil svež zrak in se razgledal po okolici. Njegov avto je stal ob drevesu, slišal je ščebetanje ptic, potem pa dolgo nič. Samo trava, kakšna njiva, gozd nekje v daljavi. Dolg čas. Še preden je utegnil stopiti iz avta, se je že odpeljal nazaj. Toda za avtom je ostala gosta, siva, smrdeča megla. In prav to meglo je zataval Pigi, ko so z razredom odšli na travnik nabirat rože za herbari. Joj, kje pa sem? Saj nič ne vidim. Halo, učiteljica, kje pa ste? Timi, Peter, nič. Joj, nihče me ne sliši. Izgubil sem se in čisto nič ne vidim. Au, v nekaj sem se zaletel. Le kdo je poslal to meglo? Pa kako smrdi? Pa vse je sivo. Pa joj, grozno. Kako bom sedaj našel domov? Pljuča me pečejo, oči me pečejo. Samo da še pridem enkrat ven iz tega. Čakaj, ta vonj pa poznam. Izpušni plini. Avto je bil tukaj, zato je tako. Ko se vse skupaj razkadi in siva spet postane zelena, bom že znal domov. Ljudje vse preveč uporabljamo avtomobile, zato pa pride do takega zraka. Pa toliko drugih možnosti obstaja. Lahko gremo peš ali pa s kolesom. Lahko uporabimo javni prevoz. Tudi ko bom dovolj star, da bom imel vozniški izpit, bom avto uporabljal le, če res ne bo druge možnosti. S tem bom prispeval svoj delež k ublažitvi podnebnih sprememb.